Spoštovane gospe in gospodje, drage gledalke in gledalci televizije Exodus. Danes imamo posebno čast, eno čudovito priložnost, da v našem studiu gostimo brata Juna, ki se nahaja v Sloveniji, zdaj v bistvu že od 8. maja pa vse do 14. bo ostal tukaj pri nas, skupaj s svojim sinom, ki živita v Nemčiji, obiskujeta kraje, dežele po vsej Evropi in prinašata besedo veselega oznanila v srca vseh kristjanov. Današnja oddaja je posvečena bratu Junu, čigar življenje je v bistvu en splet enih okoliščin, ki bi jih lahko imenovali čudeži. In dejansko je njegov odnos do Boga, do našega Gospoda Jezusa Kristusa tako oseben, tako neposreden, da resnično lahko smatramo njegovo življenje kot čudežno življenje. Pričenši z samimi dogodki v njegovi mladosti, pa skozi vse življenje, ki ga je večinoma preživel po kitajskih zaporih, njegov čudežni pobeg iz zadnjega zapora, v katerem je bil, in potem še naselitev v Nemčiji, pa priključitev njegove družine kasneje v izgnanstvo. Ich heiße euch beide herzlichst willkommen in unserem Studio des Exodus TV-Fernsehens. V našem studiu televizije Exodus vaju oba prisrčno pozdravljam. Bis 14. Mai und das ist eine relative kurze Zeitspanne und wir sind euch beiden dafür besonders dankbar, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vajino bivanje tukaj v Sloveniji traja od 8. do 14. maja. To je relativno kratko časovno obdobje, zato smo vama še posebej hvaležni, da ste si vzela čas in obiskala naš studio. 我也非常感谢耶稣带领我来到斯洛文尼亚，我在上空已经看到这个美丽的国家。 Tudi mene veseli, da sem lahko ponovno v Sloveniji. Že iz letala sem lahko opazoval to čudovito deželo. In tudi sam sem vam zelo hvaležen, da sem lahko v studiu televizije Exodus. Moj sin mi je povedal, da ima Slovenija samo 2 milijona prebivalcev. V primerjavi z Kitajsko je to zelo majhna dežela, ampak jaz sem za to vašo deželo tudi molil. Zato sem izbral besedo iz preroka Izaje, 60. poglavje. Majhno pleme se bo na veliko razmnožilo in iz majhnega naroda bo nastal velik narod. Kajti Gospod Bog ga bo blagoslovil. In to upamo tudi mi. Vidva sta tokrat že tretjič v Sloveniji, ali pa sem narobe razumel? Ja, tukaj sva že tretjič. Tokrat sta ob tej priložnosti prisotna tudi zaradi ponovne izdaje knjige Nebeški človek. Že prvič jo je izdala založba Družina in tokrat ponovno izdajo skozi isto založbo. Und es gab nur noch einen Buch zu kaufen in Ljubljana im Konsortium, so wie ich schon gehört habe, aber jetzt haben wir 300 Slišal sem, da so prvo izdajo knjige popolnoma razprodali in da je obstajala samo še ena knjiga v ljubljanskem konzorciju na prodaj do sedaj.
Vendar sedaj imamo 300 novih primerkov ponovne izdaje. Ali ste si sploh mislili, da bo vaša knjiga imela v Sloveniji takšen uspeh? 我非常感谢神，虽然《天上人与弟兄》这一本书，翻译到80多种语言，但是我这次来到这里非常受感动的，我们斯洛维尼亚天主教的出版社能够认真的把这本书翻译成本地的语言，这个超出我所想象的。我相信这本书能够更多的来祝福这个国家每一个信耶稣的人，能够像我一样，不但是认识耶稣，能够与神相遇。 Mojo knjigo so prevedli že v več kot 85 jezikov. No in tokrat je prvič, da je bila moja knjiga prevedena tudi v slovenščino. Sem zelo vesel in tudi sam nisem pričakoval, da bo toliko izvodov v tako kratkem času prodanih. Veseli me, da je veliko vernih ljudi v Sloveniji to knjigo kupilo in tudi bralo. V to knjigo sem dejansko vložil svoje življenje. In v knjigi sem opisal moje srečanje z Bogom. 不是太喜欢读了，但是我相信这一本书。将会改变很多人的生命，会有很多人借助这个文字能够鼓励很多人。 postala pravi blagoslov vsem ljudem. V sodobnem svetu vse manj ljudi bere knjige, ampak uporabljajo računalnik in telefone. Ampak vseeno upam, da bo ta knjiga v blagoslov velikemu številu ljudi. Jaz sem si moral izposoditi tole knjigo v knjigarni in nisem je prebral v celoti, ampak samo nekaj poglavij. Unseren Herrn Jesus Christus durch seine Mutter kennengelernt hat. Tisto, kar me je najbolj navdušilo, je bilo dejstvo, da je brat Jun spoznal našega Gospoda Jezusa Kristusa preko svoje mame. 早在30年代的时候，有西国的宣教士来到中国，来到中原。我出生在中国的河南，就把福音带到我的家乡。 Ko je bila moja mama še mlada, so prišli misionarji iz Norveške. Misionarki je bilo ime Marie Monsen, ki je prinesla evangelij v mojo domovino. 但是神的话语好像一个生命的种子，借此进入到他的里面。 Misionarji, ki so prišli iz Norveške, sicer niso dobro govorili kitajsko, ampak so vseeno oznanjevali evangelij. Hkrati so delili tudi hrano in bombone. Moja mama je zato te misionarje imenovala bombonski kristjani in na začetku ni sprejela vere zaradi vsebine, ampak ravno zaradi teh bombonov, zaradi hrane. 就把中国的宣教士赶出去。那个时候，我的母亲呢，或基督徒在珍惜这些宣教士，不愿意他们离开。宣教士说：“不要怕，我们走了。” 我们会为你们祈祷、祷告，耶稣不会离开你们，已经在你们心里了。So 1949, als die Kommunisten in China an der Macht kamen, Ko so leta 1949 prišli na Kitajskem na oblast komunisti, so prepovedali vse vere in poslali domov vse misionarje.
Pastor. To so bili zelo žalostni časi, tako za vernike na Kitajskem, kot tudi za misionarje, ki so se morali posloviti. Misionarka je moji babici dejala, da morajo žal zapustiti Kitajsko, ampak nekaj naj si zapomni, da jo Gospod Jezus Kristus ne bo nikoli zapustil. In tako je bilo posajeno seme krščanske vere v srca Kitajcev. 有很多真正重生得救的认识神的这些牧者们，或主教神父也都下监了。 So, diese Christenverfolgung gilt nicht nur Preganjanje kristjanov je vključevalo ne samo evangeličanske cerkve in svobodne cerkve, ampak tudi katoliško cerkev. geglaubt In haben, dass die Bibel tudi za vse, und der Christus ki so Jesus verjeli, gestorben da je auferstanden Sveto am pismo Herzen Božja und, beseda in da je Pastoren naš Gospod wurde Jezus verhaftet, Kristus viele vstal Priester, od mrtvih. Bischöfe, und er wurde verhaftet. Veliko 今天坐在这里能够奉耶稣的名 pastorjev, 来见证，我非常感谢 duhovnikov, 你给我的 škofov je bilo tedaj Ich bin aretiranih. heute sehr, sehr dankbar. In so einer Freiheit, in Zato sem Slowenien und vesel, Gläubigen da in lahko Slowenien danes das Evangelium v verkündigen. tej svobodni deželi 我们爱神是神 oznanjam vernikom evangelij. So Gottes Wort sagt uns, wir lieben Gott, V weil Gott uns evangeliju beremo, zuerst geliebt hat. da je 耶稣说：“我 Bog 认识我的羊，我的 nas 羊也认识我。” najprej ljubil Gottes Wort in lehrt šele uns potem mi weiter, njega. die Schafe hören auf die Stimmen des Hirtens. Wir Božja als beseda Kinder nas Gottes, nadalje wir uči, können da Gottes Stimme ovce heute noch hören. poslušajo besedo svojega pastirja. 在 Kot 宣教士里 Božji 面，中国 otroci 人不 lahko 敢当众 še 承认 danes slišimo Und Božji nachdem die glas. Missionaren Potem, China verlassen ko so müssen, misionarji zapustili našo hat deželo, meine je Mutter mamo große postalo Angst zelo bekommen, strah wieder christlichen izražati Glauben in der svoje Öffentlichkeit, prepričanje, svojo zu vero v bekennen. 后 javnosti. 来在中国一个饥荒之中，我哥哥饿死了，像几千万人一样。 So durch eine Hungersnot wurde Na Millionen Kitajskem von Menschen in je China zavladala velika lakota in na milijone ljudi je umrlo. 妈妈、 In 爸 tudi 爸 moj 爱 brat 我 je 们 umrl od lakote. 最后我的母亲陷入到忧郁。 Zaradi smrti mojega starejšega brata od lakote je moja mama padla v globoko depresijo. 后来医生又发现我的父亲得到肺癌已经是后期了。 Und kurze Zeit später haben die Ärzte Malo herausgefunden, na dass to mein Vater so zdravniki Lungenkrebs hat. ugotovili, Und zwar da je moj oče zbolel za pljučnim rakom in da se nahaja v zadnjem stadiju. 一个夜晚，他再一次遇见了爱他的耶稣。 Und in der Nacht wollte meine Mutter V ihr eigenes Leben tej noči nehmen, nämlich sich selbst si je aufhängen. mama Und in dem hotela Moment vzeti der življenje, Hoffnungslosigkeit hotela se kommt obesiti. Jesus Christus auf In ravno v tem zu trenutku ihr, hatte sie je k njej 正当他走到人 pristopil 生低谷， Jezus 想要放弃 Kristus 生命的时候，他听到一个声音喊叫他：“回家吧，孩子，回家吧，不要放弃，耶稣爱你。” Und dann in der dunkelsten Momente ihres Lebens, als sie ihr Leben aufgeben ravno v wollte, tem hat sie ein najtemnejšem klares trenutku Stimme gehört von Gott. njenega Meine življenja Tochter gibt nicht ja, auf, je naenkrat ich liebe dich, zaslišala komm nach Hause. jasno besedo svojega Boga. 我听到主在呼唤我的时候，我放下绳子，我趴在地上就哭：“天父啊，我这么多年不 Moja 敢承认 hčera, 你对我的爱还是不 ne 离不弃。 obupaj, So, meine vrni se Mutter hat nazaj im domov. Rest ihres Lebens oft immer wieder Zeugnis gegeben, wie Moja Jesus sie mama nicht im je Stich vse gelassen hat. življenje pričevala, Wie sie kako jo auf Jezus dem Boden Kristus gekniet hat ni und Gott dafür zapustil. gedankt hat. In kako je klečala na 妈妈在深 tleh 夜中 in 把 se 我另外一个哥 Bogu 哥接着和 zahvaljevala 我 za 叫 to 醒，孩 milost. 子们起来，跪下来，奉耶稣的名为爸爸祷告。
Und ich war damals 16 Jahre alt. Jaz sem bil takrat star 16 let Und meine Mutter in kam auf nisem und sagte, poznal "Mein Sohn, Jezusa bitte Kristusa. steh auf, wir Ko je wollen prišla zusammen für mama deinen Vater k meni beten, uns in je heilen." rekla, moj sin, vstani, skupaj bomo molili za tvojega očeta. 你了解中国的文化，中国的孩子们不像西国孩子，中国的孩子们是听从爸爸妈妈的，孝顺父母的。 So, V preteklosti so bili kitajski otroci zelo poslušni svojim staršem, ubogljivi. Jaz nisem poznal Jezusa, ampak ker mi je mama rekla, da moram moliti k Jezusu, sem zato tudi molil k Jezusu. 我的父亲虽然不会说话，他就开始流出他自己的眼泪。后来我的姐姐说：“爸爸哭了。” Und mein Vater hat nie in seinem Leben geweint. Moj oče še nikoli v življenju ni jokal. Er war eine Mafia. Bil je Und poveljnik während ich für meine, in für bil meinen tudi Vater član gebetet mafije. habe, kommt die Gegenwart Gottes. Medtem, ko smo molili za našega očeta, je prišel Bog k naši družini. Sestra je prišla k meni in je rekla, brat, poglej, naš oče joče. Začutil je Božjo ljubezen. 我的生命给你，奉献为你所为你做见证。 So ich und meine Schwester und meine Mutter, wir haben uns Jaz, moja sestra in mama smo se zbrali okrog očeta in molili. In sam sem molil zelo preprosto. Lieber Jesus Christus, ich brauche meinen Vater. Ljubi Jezus Weil Kristus, du ihn heilst, prosim te, jaz potrebujem svojega očeta in če ga boš ozdravil, 不到一个礼 bo 拜，就这样， preostanek mojega 奇迹 življenja 发生了。 pripadal 我的 samo 父 tebi. 亲完全的得到医治，他突然间从床上起来了。 und Gott ist ein lebendiger Gott. je Unser živ Jesus erhört Bog. unser Gebet. In Nach Gospod einer Jezus Woche Kristus wurde mein sliši Vater in usliši komplett naše von der Lungenkrebs prošnje. geheilt. Čez en teden Haleluja， je naš oče 哈利路亚！ popolnoma 这件事 ozdravel za 我 pljučnim 父亲 rakom. 的得医治，整个增加了我母亲的 Naš 信 oče 心， je 也 bil 改变了我 popolnoma 们这个家 ozdravljen 所有 in 人的 tako je So ta hatte der Herr Božja unsere Gebete erhört. Mein odrešitev Vater wurde komplett geheilt. Und so zajela ist es vso našo Rettung družino. Gottes in meine ganze Familie In vsi v gekommen. naši družini Ja, smo se als Familien odločili, haben wir uns da entschieden, bomo an verjeli Jesus Christus v zu glauben. Jezusa Kristusa. 我经历到耶稣基督的福音是上帝的大能，能救一切相信的人。 So wie Gottes Wort es Tako sagt, kot das piše v Evangelium Evangeliju, Jesus Christus je Jezus Kristus zur Errettung tista aller, die an ihn Božja 你 moč, 知道当 ki 时的中 reši 国 vse, ki nam verujejo. 不但没有宣教士了，又有一个文化大革命来到的时候，把所有西国宣教士们留下的诗歌本、圣经全部要把它销毁掉。 Dann kommt eine Kulturrevolution. Zato je nastopila kulturna revolucija in komunisti so Inklusive zažgali vsa sveta pisma 但是他没有 in 办法 vse 追回神 zapise 对 Božje 中 besede. 国那个命定，对中国人那种爱。 Ljudje lahko sicer Menschen können poskusijo versuchen, eine Mauer sezidati bauen zwischen Gott und den Menschen. zid med Bogom Aber in Menschen können človekom. niemals verhindern, dass Gottes Liebe uns Ampak ljudje rettet, ne morejo uns nikoli kommt. preprečiti, 我非常 da 感 bi 谢神呐、 prišla Božja 毛泽东的 ljubezen 提 do 出 nas. 向全世界的人当时发出一个挑战说，中国基督教、天主教就是将要进入历史博物馆呐、 Und die Frau von der Vorsitzende von den Kommunisten damals, Mao, hatte gesagt, Tedaj je soproga Mao Tse-tunga in China dejala, schon langs in den Cerkev Geschichtsmuseum. Und na wenn wir Kitajskem heute China anschauen, je wir sagen, das v ist nicht die muzeju. Realität, sondern No, Gott če pa ist pogledamo današnjo situacijo, nach wie vor ugotovimo, da to ni res, ampak da je cerkev na Kitajskem v porastu. 后来我的妈妈就这样成了我们家庭的一个传道人，就是为耶稣做见证，带领我们整个家族。 Und so Tako ist je meine ganze Familie vsa zum moja Glauben družina gekommen. postala Meine Mutter verna wurde in moja mama je postala družinski pastor.
To je bil pravzaprav prvi čudež, ki se je po Jezusu Kristusu zgodil v vaši družini. Vendar so temu prvemu čudežu sledili še drugi čudeži. In po mojem mnenju je največji čudež med vsemi, da je brat Jun pravzaprav sploh preživel vsa mučenja. Vi ste pravzaprav bil strani komunistične partije Kitajske kar 33-krat aretiran in preživel ste več kot 3700 dni v zaporu. Tam v zaporu so vas mučili z najrazličnejšimi mučilnimi načini, sistemi. In tisto, kar je še posebej občudovanja vredno, je dejstvo, da je vaš oče spreobračal k krščanski veri tudi svoje soljudi, sojetnike. Jaz sem Bogu zelo hvaležen za življenje, ki mi ga je podaril, in za poslanstvo, ki mi ga je dal. In hvaležen sem, da sem lahko tudi v zaporu nadaljeval v svojo vero. Hvaležen sem tudi, da sem lahko evangelij širil med svojimi sojetniki in celo tistimi, ki so bili obsojeni na smrt. V zaporu se je veliko sojetnikov spreobrnilo in začeli so verjeti v Boga. Vse skupaj sem bil obsojen na 14 let zapora. 10 let pa sem preživel neprestano v zaporu. Moram priznati, da moja vera ni bila zmeraj zelo trdna. 10 let preživeti v zaporu, to ni kratek čas. In moram priznati, da sem pogosto tudi izgubil vero. Pogosto sem se pritoževal nad Bogom, pogosto sem hotel celo zapustiti svojo vero. Ja, ampak kljub vsemu, četudi sem bil aretiran, ujet, me Bog ni zapustil. In zato sem mu hvaležen za življenje. Ich bin dankbar, dass ich an den Leid Christus teilhaben dürfen, aber auch an seiner Herrlichkeit. Zelo sem hvaležen, da sem lahko prejel nase delež Kristusovega trpljenja. Ampak, da sem bil deležen tudi njegove svetosti. Rad bi povedal našim gledalcem, da ni naša zasluga, naša vera, da to niso naši dosežki, naše zasluge, ampak da je to Božja moč. In da je Bog naredil tisti prvi korak v našem življenju. On nas je prvi ljubil. Veliko ljudi pride k meni in mi pravi, brat Jun, toliko let si preživel po zaporih, povej, kako ti uspeva, da si zmeraj tako dobre volje. Odgovoril sem jim, obstaja tudi sreča v trpljenju. In dejali so, no, tega pa ne razumemo. In zato bi rad dal primer nosečnosti. Ko ženska otroka rojeva, je to zelo, zelo boleče.
Ampak ko je otrok enkrat rojen, je to vzrok največji sreči. Moja sreča je bila v tem, da me Bog ni zapustil. Moja sreča je bila, da so moji sojetniki v ječi tudi sprejeli vero. In da so celo policisti sprejeli vero v Jezusa Kristusa. Leta 1997 so vas zaprli v zapor Zhangzhou v provinciji Henan. In tam se je zgodil verjetno največji čudež. V zaporu vas je nagovoril sam Jezus Kristus in vam ukazal, da vstanete in odkorakate skozi vrata zapora, tako kot je to nekoč storil sam sveti Peter. Najbolj zanimivo je, da so vas takrat mučili. Pretepali so vas s palicami in vam zdrobili noge. Vaše kosti so bile zdrobljene. Ampak vi ste vseeno vstali in odkorakali skozi vsa vrata, tako rekoč v svobodo. Kaj se je tedaj sploh zgodilo? Se vam je to zdelo čisto normalno ali pa ste to doživeli kot čudež? Hvala lepa za tvoj kompliment, da si me primerjal z svetim Petrom, kako je odšel iz zapora. Ampak jaz se ne morem primerjati s svetim Petrom, če tudi imava istega Gospoda Jezusa Kristusa. Heilige Petrus zu vergleichen, aber wir haben den gleichen Herrn, Jesus Christus. 彼得他们在到监牢的时候，能够在监牢里面安然交托睡觉，然后教会的祷告，然后天使去把他拍醒了。但我不是这样，我是在人生最低谷找不到答案，为什么的时候，在我人生最低谷的时候。 V Svetem pismu beremo, da je sveti Peter v zaporu celo lahko spal in prepeval. Jaz žal nisem bil takšen. V zaporu sem se v glavnem pritoževal nad Bogom in ga ves čas spraševal, zakaj me je zapustil. 我不是24个小时都属灵的，我这第3次被关到监牢的时候，我的妻子也关在另外的监牢里头。 Ko sem bil v tistem času zaprt, so tudi mojo soprogo aretirali. Takrat, ko so me ujeli, je bilo to sredi Božje službe. In med zasliševanjem so mi policisti razbili obe koleni. 我虽然清楚神呼召我要去传福音。 向西向南传福音，把福音传回耶路撒冷。 Predno so me ujeli, sem načrtoval en projekt nazaj v Jeruzalem, back to Jeruzalem. Ampak po tistem sem opustil vsako upanje za bodočnost v svojem življenju. Ich habe komplette Hoffnung für den Rest meines Lebens aufgegeben. 那是我人生进入到人生最低谷的时候，我在问上帝啊，我的天什么时候会亮？中国这块天什么时候会亮？我的黑夜什么时候能够过去？ In ko sem bil v zaporu, sem Boga resnično spraševal, zakaj si me zapustil in kdaj bo že enkrat konec te teme v mojem življenju. 这个传道人他疯了，可是我就开始大声在里面喊，真正都是为主耶稣的名发疯的，把我的痛苦来，我想从他那儿找到。 In tudi moji sojetniki in celo policisti so mi govorili, gledajte, temu človeku se je čisto zmešalo, ker ga je Bog zapustil.
ihn im Gefängnis im Stich gelassen hat. 可是突然之间，当我来找答案，我听到主耶稣在问我说 Celo moji sojetniki in tudi policisti so se norčevali iz mene in so dejali, poglejte ga, čisto se mu je zmešalo, ker ga je njegov Bog zapustil. Dreh dich um und schau Moji deiner sojetniki Feinde nicht v ječi so se iz mene norčevali in tedaj sem zaslišal Božji glas, ki mi je rekel, obrni se proč od svojih sovražnikov, ne glej jih, ampak glej raje 你 mene. 的人一般是没有人谁要称你是弟兄了。 Und Božja Gottes beseda Wort pravi, sagt, die Schafe ovce hören auf poslušajo Božjo besedo. Gefängnisse Stimmen Gottes V gehört. Und wie zaporu sem zaslišal Božjo besedo. wie Gefangenen würde mich Bog niemals me je als Juden poklical, erkennen. Aber dort brat habe ich die Stimme Jun, des Herrn gehört. 那我听到， ampak tako me moji sojetniki nikoli niso 我就听 klicali. 到主声音在我的 Ampak 里面 tam 发 sem 出一个 slišal Božjo besedo, 你的 ki me je 线 klicala. 已经亮了。 Und in jenem Moment hörte ich, wie Gott zu mir sagt, In Nacht tedaj sem ist zaslišal bereits Božji vorbei. glas, ki mi je dejal, 门已经开了， tvoja noč je Tür pravkar des minila. Gefängnisses wurde bereits Vrata für mich zapora geöffnet. so se pravkar Steh auf, odprla. geh raus, raus Pojdi ins ven, Gefängnis. ven 神 iz 让 tega 我去 zapora. 做一件我从来没有敢想过的事。 Nikoli si ne bi mislil v življenju, da bom lahko kdaj šel ven iz zapora, ampak takrat je bil Bog 我 z 看 menoj. 到神做事比人还 Ko mi je Bog dejal, da naj grem ven iz zapora, sem začel z njim razpravljati. 监狱是实实，但我是真理，我要给你自由，起来走。 Dejal sem mu, Bog, pa jaz sem v zaporu, to je zapor. In Bog mi je dejal, ja, to je dejstvo, ampak Sagt zu mir, jaz sem resnica. Gefängnis ist die Tatsache, aber ich bin die Wahrheit. 那我感谢神，经过一番挣扎以后，当我开始顺服神， No, 走到 končno sem ubogal Božji besedi, vendar po dolgotrajnem notranjem razpravljanju z njim sem se ustal, moja kolena so v trenutku zacelila in šel ven iz torej celice skozi 4 železna vrata. Im Gefängnis wurde direkt vor meinen Augen In nisem imel nikakršnih ključev, 我 ničesar. 当时的想法就是说，主啊，发自内 In 心 tako 的 sem prišel ven iz 主啊，如果 visoko varovanega zapora, 结果没 kot 有 da 一 bi 个 šel 人 na 问 kak 我你往 sprehod. 哪里去？我就这样走出了 Kot 监狱 da bi 门 bil 就有一个 popolnoma 人 neviden 双 za 把 vse 手 stražarje. 你往哪里去？ so. Ich In bin ko sem stopil skozi zadnja vrata ven na prostost, je mimo pripeljal taksi s prižganim motorjem, jaz sem sedel ven in sva se odpeljala. Wo möchten Sie hin? Als ich aus dem Haupteingang des Gefängnisses rauskam, kam ein Taxi mit dem laufenden Motor und ich bin reingestiegen und weggefahren. 哈利路亚！所以我今天能够站在这里为主耶稣基督做见证。 Zato bi rad opogumil vse vernike v Sloveniji, da je Bog Möchte ich uns živ. alle Gläubigen in Slowenien ermutigen. Bog živi. Gott ist erlebbar. In Er to lebt. resnico, Das, was ki smo wir jo erlebt doživeli, haben, die Wahrheit, ne bomo nikoli die pozabili. wir niemals im Leben vergessen. In to nam Das gibt uns omogoča Freiheit des Glaubens. svobodo 我 vere. 知道我们的国家现在是完全自由了，信仰有自由，但是有很多人在自由这个国家，仍然在另外一个监牢的里面。我真 Slovenija je svobodna dežela. Ljudje niso preganjani zaradi svojih prepričanj. Ampak vseeno mislim, da je veliko ljudi kljub temu zaprtih. Zaprti so v svoje misli, zaprti so v svoje grehe. In zato 我昨天 bi 去教 rad 堂带我 molil 去为国会祷 z 告。 vsemi nami. 然后昨天呢也为教会为我们这里学校来祷告。我在问大 Včeraj 家 sem 有多少人 lahko 和我 obiskal 一样的相信 vašo skupščino 耶稣 z predstavniki vseh 4 我们的罪死了， strank 而且埋葬了，而且从死里复活了。
大家都举起手来，哎，这个我们相信。 Sedeli smo skupaj, Gestern durfte ich tam sem tudi euer pričeval, slowenischer Parlament besuchen. prebiral Božjo besedo Alle in Vertreter hkrati von sem Parteien tudi blagoslovil celo deželo slovensko. ein Zeugnis Obiskal sem tudi srednjo šolo v Mariboru und gestern in tam sem vprašal vse brate in sestre, ali verujejo, da je Jezus Kristus vstal od mrtvih. In vsi so dejali, ja, verjamemo. Alle haben gesagt ja. 可是知道是一回事，人需要。 V Sloveniji veliko ljudi veruje, da je Jezus Kristus Božji sin in da je vstal od mrtvih. 多的人能够真正的经历到信仰对你个人生命中的真实，它能改变你的生命。 Ampak to ne zadošča. In Slowenien glauben, Namreč Jesus Jezus Kristus je živ tudi danes in on živi das reichte nicht aus. v nas. Christus lebt heute noch. Er lebt in unser Leben. Lahko ga izkusimo. Erlebbar, erfahrbar. 也许透过电视或者透过网络来看这个节目的一些年长的老妈妈、爸爸们，或者在医院里的人，他们没有机会来到教堂里，没有机会来到这里来聚会，但是我相信，无论在哪里，我的祷告，耶稣从死里复活大过我们的问题，他能够大过我们的难处，他能给我们自由。 So, ich möchte alle Rad bi Zuschauer vse gledalce spodbudil, tiste, ki so trenutno v bolnici ali pa so doma sami in nimajo nobene možnosti, da bi se udeležili svete maše. Ampak rad bi jim povedal, Bog je z vami in on je živ. 哈利路亚！ Haleluja. 我们一起好为主电视机前的朋友们，或者透过网络，无论是在任何环境之中， Rad bi dejal vsem gledalcem, da naj razprejo svoje roke 领受这个祝福。从死里复活的耶稣基督， Auferstandene Stali Jesus Jesus Christus. Christus. 愿你的国降临在这个国家， Naj pride tvoje kraljestvo in naj se zgodi tvoja volja. 愿你的旨意行在这个国家，也如同行在天上。 Dass dein Plan, dein Willen geschehen in das Naj se Land zgodi tvoja volja so wie dein v deželi Wille Sloveniji. im Himmel. 我要奉你的名为主看这个节目，在节目跟前的每一个有病的人，或者说现在忧郁症，现在一个罪恶监牢里不得自由的人，祷告。 Himmlischer Vater, wir möchten Nebeški alle Oče, Zuschauer rad bi molil za vse gledalce, ki imajo depresijo, ki so brez upanja, ki so ujeti, ki so bolani ali pa ki tičijo v svoji notranji ječi. 我要奉耶稣基督的名宣告：主耶稣，你在十字架上，你受的鞭伤，我们要得到医治；你受的刑罚要带给我们平安。 Jezus Kristus, s tvojo smrtno žrtvijo in predragoceno krvjo na križu, skozi to smo odrešeni 主啊，你从死里复活的大能，要给这个国家带来一个新的盼望，带来一个新的改变。 Moč tvojega vstajenja bo deželi podarila 我要奉耶 zopet 稣基督 moč. 的名，把从天上来的真正的平安、真正的喜乐，要临到每一个家，每一个相信你。 Dragi nebeški Oče, naj pride tvoj mir in tvoj blagoslov v vsako stanovanje slovensko, vsako gospodinjstvo. In naj bo vsak poslušalec v tem trenutku obilno blagoslovljen. 我这样的祷告是奉天父、耶稣基督、圣灵之名。 In molimo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 因着耶稣基督的名。耶稣爱你，耶稣爱你，
在你生命中最大的福分就是耶稣永远爱你，他爱你，救离黑暗权势，他爱你，进入光明国度。啊，耶稣爱你，他能救你，耶稣永远爱你。阿门， Amen. 阿门。 Ja, drage gledalke in gledalci, mislim, da smo tudi tukaj v našem studiu bili priča čudežu Jezusove navzočnosti. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav iz televizije Exodus.